No in največji tak primer gradbeništva, pa kako ljudje funkcioniramo s psiho, zato mene psiha vedno zanima, je bil en gospod, ki je kupil v našem naselju, ki ga je moj predhodnik gradil, stanovanje. Je rekel, le je okolica lepa, gor, dol in zraven njegovega, pač v istem bloku od spodaj, so 3 enote vrtca. Ne? In seveda on to kupi veselo gor, dol, zdaj je šel v penzijo in nam je pisal na občino, ne, da nisi mislil, da ga bo otroški šundar tako motil, da če bi mi ta vrtec pa zaprli. Ja, ne vem. Mogoče pa poleg njemu te otroke, da se bo igral z njimi. Ne, gre za to, da je ta psihologija taka, dokler ti hodiš v službo in imaš drug fokus, drug pozornost, te to ne moti, ne? Ker priješ sam si zmatran. Zdaj, ko si pa cele dneve doma, pa slišiš vse. To je človeška psihologija. Zdaj smo spet postavili 2 bloka, tam nekje dol industrijske cone in nasproti je kmetija, ki je tam že 300 let malnar, se mu reče, se pravi mlinar, ki je bil malne zamleti. Ja. In oni gledajo direktno na gnojno jamo. In že, nam smrdi. Pa, ko ste kupovali, a ste šli na balkon pa videli, da je tam to? Ste. In ste kljub temu kupili. In zdaj bi vi njega izločili in mu prijavljajo inšpekcijsko službo za živali, za hrup, pa kmetje, živite od tega, ampak družba je ratala taka. Zdaj sem jaz v bloku in jaz zdaj tega ne morem gledati, ker jaz ne morem prijatelju pokazati, da bom rekel, moj pogled je pa zdaj pa na gnojno jamo. Pa ta gnojna jama je tam 100 let, 200. In pride to kot pritožba. In več, ko je ljudi, ne, smo pa v demokraciji in se dela peticija in ko je 51 postal, se njega lepo izloči. Nič kriv, nič dužan, še dobro dela, mleko ljudje kupujejo, jajca ni kupujejo, ne? Ampak ko on tam zakolja tiste kure, so vsi zgroženi, kaj on tam to pobija. Sama ni to zanimivo, kam smo kot družba prišli. No? Tako je. Z ene stvari, ki so čisto naravne, pa potrebne za to, da živimo, pa obstajamo, smo zdaj v tem, da vse dobimo na policah, pa vse na ključne, prišli do tega, da ne razumemo sploh tega, kaj je v bistvu resnici res potreba, da do tega pridemo. Ne?